Mali in veliki ljubitelji knjig, lepo pozdravljeni v sobi samih knjig, ki letos praznuje 70. rojstni dan. Zaposleni v knjižnici Brežice smo veseli prav vsakega vašega obiska, samostojnega ali v spremstvu vzgojiteljic, učiteljic, staršev, starih staršev, sošolcev ali prijateljev. Naša naloga je, da vzgajamo bralce za vse življenje, od najmlajših do najstarejših. Prepričana sem, da ste mnogi izmed vas letos sodelovali v programu Bralna Mavrica. Za svoj trud pa prejeli mavrično priznanje. V sodelovanju vas lepo vabim tudi v prihodnjem šolskem letu, ob letu Obsorej pa bomo skupaj spoznavali delo in življenje Hansa Christiana Andersena, se podali na lov za knjižnim zakladom, si ogledali mini Bologno, razstavo knjig v tujih jezikih, vse slovenskem projektu Rasli s knjigo, žurali s Francetom Prešernom in odkrivali čarobni svet preteklosti. Na mladinskem oddelku knjižnice Brežice nas pogosto obiščeta tudi 4 nožni prijateljici Neli in Natja iz Kinološkega društva Brežice. Zelo radi imata pravljice. Ob zanimivem pripovedovanju navihano migata z repom. Ponosni smo, da se je naša knjižnica letos pridružila akciji Dobro je brati dobre knjige, ki je del vseslovenskega projekta Slovenija ima srce. Zadaj je knjiga vtisov in vabim vas, da po zaključku zapišete svoje misli vanjo. Veseli pa me, da v naši sredi gostimo podžupanjo občine Brežice Katjo Čanžar, predsednico društva Jasa magistrico Matejo Jamnik in pisatelja ter ustvarjalca besednih umetnin Aneja Sama. Vse prisrčno pozdravljam. Podrobnosti o povodu za današnje druženje in o dogajanju v preteklih mesecih nam bo zaupala sodelavka Andreja. Andreja, izvoli. Kakor je omenila že direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Venkoč, velja rek, da je dobro brati dobre knjige. Slednje je bilo zapisano tudi v povabilu, ki so nam ga ob vstopu v novo leto, januarja 2016, posredovali iz društva Jasa. Pod vabilom k sodelovanju je bila podpisana magistrica Mateja Jamnik, predsednica društva Jasa, s katero sva se dogovarjali o podrobnostih sodelovanja. Po tehtnem razmisleku smo v sodelovanju v akciji Slovenija ima srce povabili 2 skupini otrok iz vrtca Pikapolonca Cerklje ob Krki in 5 oddelkov iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole Cerklje ob Krki. To je manjši kraj, ki se nahaja jugovzhodno Sloveniji, v prelepi deželi, ob reki, ki vijuga, pa ni to kača ali kakšna igrača, pač pa naša reka Krka. V neposredni bližini vrtca, v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki, se nahaja tudi knjižnica. Gre za kolekcijo premičnih zbirk knjižnice Brežice. Otroci večkrat pridejo v knjižnico, še posebej zabavno je zmeraj v mavrični sobi, kjer prisluhnemo različnim pravljicam. Navadno tudi kaj lepega ustvarimo. Otroci, vzgojiteljice in učiteljice so se z veseljem odzvali povabilu in čez nekaj dni že zavihali rokave. Čisto zares, tako kot se spodobi. Nimajo namreč vsak dan priložnosti v dar dobiti brezplačno poučno knjigo. Ob obisku v njihovih prostorih sem jim prebrala zgodbo iz knjige Zgodba v knjigi. Otroci so slišano z barvicami najrazličnejših barv prenesli na papir. Tu pa se njihovo ustvarjanje ni končalo. Izdelke so shranili v nahrbtnike, slišano zgodbo pa so doma v pomoči risbe povedali staršem in ostalemu občinstvu. O pomoči staršev, starih staršev, bratcev ali sestric so zgodbo prenesli na papir.
Takšne likovno-besedne umetnine so nato predali vzgojiteljicam in učiteljicam. Zgodbe so pričale mnogo nasmejanih obrazov. Čeprav so v skupini oziroma v razredu vsi poslušali isto zgodbo, so doma ob pripovedovanju in zapisu nastale številne nove pustolovščine. Podobno kot pri igri Telefon. Jo poznate? Upam, da vas bodo zgodbe nasmejale, kot so nasmejale mene, ko sem se v tednu polnem pustnih krofov in norčin prijela mapo z njihovimi izdelki. Mnoge nastale zgodbe so prav poučne. V akciji Slovenija ima srce, dobro je brati dobre knjige, je sodelovalo 9 slovenskih splošnih knjižnic. Skupaj 416 sodelujočih otrok. Od tega jih je bilo 88 iz brežiške občine. Skupini SI, posebno pa društvo Jasa, se iskreno zahvaljujem za povabilo in podarjene knjige. Skupaj ustvarjamo boljši in prijaznejši jutri. K besedi vabim predsednico društva Jasa, magistrico Matejo Javnik. Vsem skupaj najlepši pozdrav in iskrena hvala, da ste si vzeli čas za tale dogodek. Z odprtjem tele razstave zapiramo lepi krogotok edinstvene akcije Slovenija ima srce, dobro je brati dobre knjige. Kaj je bistvo akcije? Pomagati otrokom, da se kot odrasli znajdejo na pravi strani življenja. Otroci so namreč danes bolj, kot kadarkoli v preteklosti, izpostavljeni zunanjim vtisom. Dobičkonosno naravnana družba jih pripravlja predvsem za dobre potrošnike in ubogljive državljane. Stvarnost jih torej oddaljuje od bistva življenja. Za oblikovanje življenjskega programa niso dovolj le nasveti otrokom. Otrok se tako, kot odrasli, spreminja skozi močna doživetja, skozi čustvene in skozi miselne procese. V tem pa je nenadomestljiva vloga umetnosti, prave umetnosti in knjige, prave knjige. Prava knjiga, ki je napisana s srcem in pametjo, simbolno, s krvjo, vzvalovi občutke otroka in takrat se zgodi željeni proces preobrazbe. Kolikor močneje krvavi srce avtorja, toliko močneje ob branju utripa srce otroka. Knjige nekaterih naših avtorjev in odzivi otrok pa potrjujejo, da Slovenija ima srce in tudi ta akcija je zelo prepričljivo potrdila, dobro je brati dobre knjige. Zato se je Jasa osredotočila na pripravljanje posebnih knjig. Knjige so namreč najučinkovitejši dejavnik učlovečanja in zavedamo se, da je višja raven učlovečenosti prvi pogoj za prevladovanje neznosne stvarnosti. Živimo pa v preobilju pisane besede in ponudbe knjig. Zato ni dovolj knjige le izročiti otrokom. Nanjo je treba neposredno opozoriti. Zagotoviti jo je treba po prijazni ceni ali celo brezplačno. A tudi to ni povsem dovolj. Otroke je treba tudi spodbuditi k poglobljenemu branju. Upoštevajoč vsa ta spoznanja, izvajamo akcijo Slovenija ima srce. Z močjo družbenih in gospodarskih subjektov, ki so ozavestili pomen dobre knjige pri krepitvi etične vitalnosti družbe, pripravljamo posebej poučne knjige, jih zagotavljamo brezplačno, otroke pa spodbujamo k poglobljenemu branju. Nato jih povabimo, da svoje občutke izražajo likovno in z besedo, vedoč, da bodo njihove stvaritve živele naprej, otroci ustvarjalno berejo, tako pa ponotranjijo dragoceno življenjsko popotnico.
Po tem obrazcu smo uresničili tudi akcijo Dobro je brati dobre knjige s slovenskimi splošnimi knjižnicami. Vsem otrokom, ki so ob tem ustvarjali, 416 je skupina SI zagotovila najboljšo življenjsko popotnico, knjigo Zgodba o knjigi. O silnem valovanju čistih otroških src priča razstava, čeprav gre le za majhen odlomek iz celotnega ustvarjanja. Ta odlomek potrjuje, da je v bitju otroka veliko hotenja, da bi bil svet pravičnejši in lepši. In ta razstava je resnično ganljivi apel čistih otroških src nam odraslim. Naredite nekaj, svet mora biti pravičnejši. In zares, predstavljajmo si, kakšna bi bila naša stvarnost, če bi imeli tudi odrasli ta hotenja. In vprašajmo se, zakaj bodo na poti do odraslosti ta močna hotenja večinoma zbledela oziroma izginila. Zamislimo se nad tem in naredimo, kar lahko za ohranjanje čistih src bodočih odraslih. Naj bo ta razstava opomin k čuječnosti. Hvala lepa. Otroci, morda veste, kakšna je razlika med knjižnico in knjigarno? In zagotovo vsi poznate tudi poklic knjižničarke. Ste že srečali kdaj kakšno? Knjižničarka pa bere tudi pravljice in najrazličnejše zgodbe. In danes vam bom zaupala zgodbo, ki jo napisala kar sama gospa knjiga. Vmes vas bom prosila za sodelovanje. Sedaj pa pozorno prisluhnite. Gospa knjiga je zapisala tole. Jaz sem knjiga. Prihajam od vse povsod. Namenjena sem na vse konce sveta. Potujem že tisoče in tisoče let. Nastala sem že davno, ko je bil svet še drugačen, ko ni bilo velikih mest in tovarn, avtomobilov in asfalta. Po telefonu ali televiziji nihče niti sanjal ni. Vse je bilo videti drugače. Samo srca otrok in odraslih so bila taka kot danes. Srce želi, da bi nam bilo lepo, vsem. Otroku in odraslemu, mucu in pika polonici, gozdu in potočku. Zato sem prišla na ta svet in nenehno potujem, vse povsod. Na začetku poti sem bila drugačna, ker ni bilo papirja, so me naredili iz kosov rastline, papirus ali majhnih deščic trave, ki se imenuje bambus. Tudi iz penečih glinenih ploščic. Nekaj tisoč let sem razširjala sporočilo na drevesni skorji, palminem listu ali na kosih tkanine, živalske kože, na ploščicah narejenih iz lesa, voska ali kovin. Lažje je bilo, ko je človek izumil papir. To se je pred skoraj 2000 leti zgodilo na Kitajskem. Pred 700 leti pa tudi v Evropi. Na papir gre lažje in hitreje izpisati besede, kot na drevesno skorjo. Ko so pred 500 leti ljudje naredili prvo tiskarno, ni bilo več treba knjig prepisovati na roke. Zato smo se hitreje množile in postale cenejše. Prišle smo skoraj na vse koščke sveta. Že pred leti sem povedala, da je dobro brati dobre knjige. To je lepa novica. Zaradi lepih novic se otroci ste veseli. Kadar pa ste veseli vi, sem vesela tudi jaz. Včasih pa sem žalostna. Naprimer, kadar sem dolgočasna ali če imam nekaj povedati z grdimi besedami. Še slabše je, če sporočim nekaj, kar ni res. Žalostna sem tudi, kadar mi otroci pomečkate liste. To me boli. Ali če na mojem obrazu puščate koščke čokolade. Rada sem čista, zato odrasli kdaj pa kdaj napišejo načelo knjige. Lepo ravnaj s knjigo. To mi je všeč. Želim, da bi se otroci tega spomnili. Bilo bi boljše. Če si dober do drugih,
so drugi dobri do tebe. To je že davno povedal neki pameten stric mehkega srca. Že dolga leta resno pripovedujem, da nišče ne more početi vsega, kar hoče, ker ni sam na svetu. Paziti moramo drug na drugega in vedno povedati resnico. Ampak otroci, tudi živali imajo nežno srce, tako kot mi. In svet ne more biti lep, če žival trpi. Če si dober do živali, se ti 100-krat povrne. Ampak otroci in odrasli pa si včasih krajšate čas tudi za stavljanje ugank. In za vas sem jih pripravila 5. V pomoč naj vam povem, otroci, da se vse nanašajo na živalski svet. Ste pripravljeni? Ja. Potem pa dobro prisluhnite in dvignite roko in samo en bo odgovoril. V redu? Ja. Prva uganka. Zvezda sem, a ne žarim. Tiho morsko dno krasim. Točno tako. Naslednja. Čevljar čevljev nikdar ne obuje, saj celo brez nog potuje. Z repom prav veselo miga in po vodi naglo šviga. Riba, res je. Igramo pa še malo na ta konec. Pa gremo še fantom tle zastaviti uganko. Pripravljeni? Po poletno noč si svetijo okrog koč, dokler se ne zdani. Katera je majhna žival, ki sveti okrog koč? Kresnička. Še se malo povprašamo? Voda ji čez glavo sega, pa se še iz luže krega. Gospa zelena v oblaki doma, večkrat kvaka, žaba, ja, to je bilo slišati, kot da bi obeni vlaki vsi hkrati. In otroci, čeprav ste še majhni, jaz knjiga vem, da se dobro razumemo. Kajti jaz razumem govorico vseh, otrok in odraslih, živali in rastlin, zemlje in neba. Zato je moje življenje bogato in zato dolgo živim. Ne pozabite name, niti med šolskimi poletnimi počitnicami. Vesela bom, če me boste vzeli s sabo, na potep po bližnjih travnikih, morda na morje, na obisk babici in detku, ali morda še kam. Zabava bo zagotovljena. In maham vam pozdrav. Pa, vaša knjiga. Dragi otroci, še malo prisluhnite. Posebna zahvala za sodelovanje, za sodobno urejene knjižne prostore, v katerih lahko potujete po bralnih svetovih, si sposojate pravljice, pesmice, uganke in morda še kaj, gre tudi občini Brežice, ustanoviteljici knjižnice Brežice. K besedi vabim Katjo Čanžar, podžupanjo občine Brežice. Lep dober dan, spoštovani učenci, spoštovane učiteljice, zaposleni v knjižnici Brežice. Lepo pozdravljeni tako v mojem imenu, kot tudi v imenu našega župana. Na občini Brežice smo še posebej ponosni, kadar slišimo takšne besede kot danes, da je bilo 88 učencev od 416 iz naše občine v tem vseslovenskem projektu, se pravi več kot 20% je bilo naših učencev, kar zagotovo pomeni to, da je to področje dobro razvito, da ste vsi spoštovani mentori, učitelji
tudi pripravljeni sodelovati v kakšnih projektih, torej ne zgolj tisto osnovno dejavnost, pač pa da želite širiti obzorje učencev na vseh področjih. Zato me tudi veseli, da je naše sodelovanje med Knjižnico Brežice in občino zelo plodno, dobro, da so tudi sami pripravljeni na številne inovativne in nove projekte. Prej je direktorica omenila, da jih redno obiskujejo tudi iz kinološkega društva, kar se mi zdi, da je ena taka posebna izkušnja, ki verjetno ni ravno značilna za vse slovenske knjižnice. Na občini pa se dejansko trudimo zagotavljati sredstva, da je knjižnica čim bolje opremljena, da imate, spoštovani mladi bralci, čim več možnosti izbire. Prav tako pa si na občini tudi želimo, da so knjižnice čim bolj prepletene po vsej občini, zato skrbimo tudi za posamezne enote. Jaz se vam vsem zahvaljujem, da ste brali, da ste ustvarjali to razstavo, ki jo dejansko je rekla direktorica, da jo moram kar odpreti, tako da jo s temi besedami odpiram. Vam pa želim, dragi najmlajši bralci, prijetno poletje in tako kot je rekla gospa napovedovalka, če boste dobre ali slabe volje, posežite po knjigi in svet bo lepši. Vse dobro vam želim. Hvala. V knjižnici si prizadevamo širiti dobre knjige. Posebej vam, dragi otroci, pomagamo odkriti pravi knjižni zaklad, da boste radi odkrivali zgodbe skrite med kladnicami, ljubezen do branja knjig pa ohranili tudi v poznejših letih. Veseli smo, da ste se udeležili današnjega odprtja likovno-besedne razstave Dobro je brati dobre knjige. Na ogled bo razstava vse do 11. julija 2016. Pripeljete lahko tudi starše in ostale vedoželjne. Tovrstnih sodelovanj se veselimo tudi v bodoče. Strinjamo se s Tonetom Pavčkom, ki pravi, da otroci delate majhne korake, a največje, do sonca, do sreče, do sveta. In puščate za vse zanesenjake v prihodnosti sledi. Strumno in pogumno korakajte naprej, po Brežicah z okolico in daleč v svet, v kraje in dežele, kjer vlada srce. Sedaj pa vas vabim k ogledu razstave in pred odhodom vas prosim, da ko boste šli tam zraven mizice, pomočite en prst v katerokoli izmed barv in na listu pustite svoj vtis. In tako bomo skupaj pričarali mavrično srce. Hvala za enkrat. Sedaj pa lepo naredimo tako kolonico, pa gremo okrog, se veste, kaj